Je po vašem mnenju delo drugačno, če so v razvojnih timih informacijskih tehnologij zaposlene ženske? Raznolikost timov je vedno pomembna. Bodisi da gre to raznolikost po spolu ali po značaju ljudi ali po nekih vrednotah. Zato seveda težko izključujemo iz timov ženske in tudi po nekih naših raziskavah kažejo, da je tudi odnos do končnega produkta drugačen, če je ta raznolikost po spolih, ker nenazadnje produkt, ki ga razvijamo, potem uporabljajo tako moški kot ženske in zato tudi ta ženski princip dosti pomemben. V zadnjih letih si nekako kot družba prizadevamo odpraviti ali vsaj omiliti določene predsodke, ki so globoko nekako zasidrani v zavesti ljudi, tudi tistih, ki so povezani na primer z delitvijo na moške in ženske poklice. Nam bo po vašem mnenju kdaj uspelo to povsem, odpraviti, da bodo v zavesti ljudi, to je pa moško delo, ženske so rojene za to delo. Je po vašem mnenju sploh smiselno, da razmišljamo v tej smeri, da probamo nekako izenačiti te stvari? Osebno razmišljam, da to ni tako enostavno odpraviti, ne. Če bi bilo, bi najbrž danes se ne pogovarjali o tem. Četudi mislim, da zelo težko je to zaukazati. To je nekaj, kar živimo dnevno in gotovo te stereotipe razbijamo z raznimi, lahko rečemo temu tudi neformalnimi pristopi, ne samo s šolanjem. Recimo, kot so primer, če govoriva tukaj o IT-ju in o ženskah, ko organizirajo razne formalne in neformalne skupine določena usposabljanja za dekleta, kjer jim dvigujejo samozavest, da se spoznajo, da so enako dobre kot njihovi moški kolegi oziroma imajo enake sposobnosti. Mogoče tudi to pripomore k temu, da se potem tudi odločijo in se javijo na razpise, ki, če malo pogledamo iskreno in rečemo, tudi delodajalci včasih pretiravamo in iščemo super človeka, ki vse zna in vse zmore, in potem, če nisi dovolj samozavesten, seveda tak oglas tudi preskočiš. Tako da mislim, da ja, te stereotipe bo težko premagati, vendar z nekimi skupnimi močmi vsekakor. Pa so ženske recimo slabše na tem področju, recimo kot moški, je taki stereotip recimo zdaj trenutno nekako še vedno? Ne, jaz mislim, da ne. Tukaj v IT-ju je zadeva taka, da ne moremo iti preko tega, da je od vseh študentov, ki študirajo na tem področju, 8 do 10% deklet. In seveda potem te, ki so enako dobre kot njihovih 90% kolegov. Gre pa samo za to, da sam vpis na te šole, to je dolgoletni proces, ki ga je treba začeti spreminjati najbrž že v osnovni šoli in razbiti ta mit, kdo se ukvarja s tem, da se to ukvarjajo dolgočasni piflerji, če rečemo v navednicah, ampak da to postane neka privlačna zadeva, tako za fante kot za dekleta.